Koliko denarja v resnici puščaš na mizi zaradi prepričanja, da ne obstajajo stranke za višje cene? V tem videu želim razbiti mit o tem, da če povišaš cene oziroma če so višje cene, potem nimaš več strank. To je seveda mit, ki ne drži, kadar govorimo o premium ponudbi. Torej, če so tvoje storitve ali ponudba premium kvalitete, potem bi takšna morala biti tudi cena. Zdaj, kaj pomeni premium? Je, da v bistvu je tvoja storitev res ali pa produkt res vrhunske kakovosti in rešuje maksimalno rešitev ponuja za tvojo idealno stranko. In ker je ta rešitev zelo mogoče trdovratna, zelo prepoznana, zelo zaželjena, da se reši, je potem tudi vrednost te rešitve toliko večja. In ko imaš ti večjo vrednost, je lahko tudi cena višja. Zdaj, razmerje med ceno in pa vrednostjo je običajno nekako priporočeno 10-krat. Torej, da je vrednost same tvoje ponudbe 10-kratnik tvoje cene. Torej, cena je 10-krat nižja od same celotne vrednosti te tvoje rešitve. In to, da ne obstajajo stranke za višje rešitve, višje cenovne rešitve, je res mit, ki ne drži in ga želim tudi zdaj popolnoma razbiti. Zdaj, če pogledava oziroma vzamemo primer, da je tvoja storitev oziroma tvoja ponudba res premium top of the top. Zdaj, če so tvoje cene nižje, potem pri strankah v bistvu daješ eno tako nezaupanje oziroma ti ne verjamejo oziroma mislijo, da ti nekaj skrivaš, ker ne moreš po tako nizki ceni nuditi res nekaj kvalitetnega. In ko to vzbujaš, zgubljaš veliko strank že samo na tem koraku. Plus tega, ko imaš prenizke cene, seveda odteka ti tudi na tem koraku denar. Zdaj pa, če imaš cene ti primerne oziroma višje od teh prenizkih, torej da je cena mogoče bolj premium, to pomeni, da pritegneš v bistvu bolj tudi te premium stranke, ki so torej idealne za to tvojo ponudbo. In ko so premium, seveda so pričakovanja te stranke lahko tudi višja, ampak to ni vedno res, ker če je tvoja ponudba vrhunska, to pomeni, da bo stranka dobila veliko, ogromno vrednost in bo zaradi tega tudi imela večje zaupanje, da bo ta kvalitetna rešitev res ji pomagala odpraviti ta problem. In bo zaradi tega že samo zaradi cene lahko neko zaupanje malenkost višje. In s tem, ko ti več zaslužiš na posamezni stranki, sploh če ponujaš storitve, potem to pomeni, da si lahko privoščiš manj strank in te stranke, ki jih imaš, serviraš na vrhuncu, torej na eni taki premium level. Se pravi, da bo stranka še bolj zadovoljna z storitvijo. In ko je stranka zelo zadovoljna s storitvijo, seveda boste zmeraj z veseljem tudi priporočila naprej. In to je najboljši marketing, ki si ga lahko zaželiš za svoj posel. Tako v bistvu prideš na win-win situacijo, kjer je stranka blazno zadovoljna in na drugi strani si tudi ti zadovoljen oziroma zadovoljna, ker na mizi ne puščaš čisto za brez veze zaradi nizkih cen velike količine denarja. Če ne veš, kako narediti magnetično privlačno ponudbo za tvojo idealno stranko, potem ti priporočam, da pogledaš video, ki sem ga ravno že posnela. Link bom postila nekje spodaj.